Balinarska zveza za čolnimi. Sedijo tukaj treba, tajnik. Dober dan, spoštovani župan, gospod Bojan Šrot, spoštovana podžupana, mestni svetniki, gospod Primož Marinko, ki je predsednik Balinarske zveze Slovenije, gospod Drago Zupanc, predsednik Balinarskega kluba Celeja Celje, državna reprezentanta, ki se ogrevata, Anže Petrič in Gašpar Povh, spoštovani balinisti, cenjeni gostje, prijazen pozdrav na to lepo jesensko dopoldne na mestu, kjer se v neposredni bližini zelo pogosto uresničujejo najlepše športne pravljice v Celju in kjer bomo danes odprli novo balinišče. Zelo veseli smo, da v izjemnem športnem letu na seznam dogodkov dodajemo še enega in začnemo pisati še eno lepo športno zgodbo. Najprej najlepša hvala prvi gimnaziji Celje, Katarini Tržan, Evi Ani Žmahar, Niku Bakiji, Gašparju Brvarju, Luciji Novak in Mihi Inkretu. Besedi pa zdaj prijazno vabim župana, gospoda Bojana Šrota, ki je imel pri uresničevanju tega projekta zelo pomembno vlogo. Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gostje, spoštovani Primož Marinko, Drago Zupanc, reprezentanta, Anže Petrič, Gašpar Povh, ki bo pozneje pokazala svoje sposobnosti in spretnosti. Skratka, vsi, ki ste danes tukaj prisrčno pozdravljeni, iskreno dobrodošli. V Celju se radi pohvalimo, da smo najbolj športno mesto v Sloveniji, da lahko utemeljeno kaj takega rečeš in se s tem hvališ, je seveda potrebno izpolniti kar nekaj pogojev. Najprej so tu rezultati športnic in športnikov, ki brez primerne, sodobne, različnim športnim panogam nujne infrastrukture seveda ne bi mogli razviti svojega znanja, svojih veščin, svojih spretnosti in dosegati izjemnih športnih uspehov, kakršne celjski športniki dosegajo sicer. Po drugi strani smo letos, tako kot vsako leto, gostili celo vrsto odmevnih športnih tekmovanj, ki so najpomembnejše naše čaka v mesecu novembru, Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. Bomo gostili eno izmed skupin, v kateri bo igrala tudi slovenska reprezentanca. No in med vsemi temi športi, mislim, da jih trenutno gojimo v Celju 51, v več kot 70 društvih, športnih društvih in klubih, je verjetno ravno balinanje bilo tisto, ki je imelo najslabše prostorske pogoje, če tako rečem. Tudi sam sem iskreno vesel, da nam je po kar nekaj letih dogovarjanj, prizadevanj uspelo najti najprej lokacije in potem zgraditi ta sodobni športni balinarski objekt. Gre za kar precej zahtevno investicijo, ki je stala 164.611,96 evrov. Razlika oziroma tista končna vrednost 200.826,56 centov je DDV, ki ga moramo tudi v taki investiciji plačati državi naj razume, kdo hoče, da moramo tudi lokalne skupnosti pri gradnji javnih objektov, ne samo športnih, tudi vrtcev, šol in podobnega, plačati še DDV, meni se to zdi neumnost. Je to približno z enega žepa v drugi žep, če se tako izrazim. Jaz bi se v tej priložnosti iskreno zahvalil našemu javnemu podjetju Zelenice, ki je skupaj s podizvajalcem Medito izvedlo vsa ta gradbena dela. Hvala arhitekturnemu biroju arhitekt Ernst in seveda hvala tudi mojim sodelavkam in sodelavcem, ki so pomagali pri tej gradnji.
tako tisti, ki so zaposleni v mestni upravi, kot nekaterim drugim iz javnih podjetij. Balinarski klub Celje do sedaj dobil odlične pogoje za svoje delo. Obvestili so me, da imajo za sedaj 24 tekmovalcev, da so vodilni v Kozjanski ligi, da dosegajo tudi dobre rezultate na mednarodnih tekmovanjih. Verjamem, da bo ta objekt nudil možnost za skokovit razmah tega športa, ki je primeren praktično za vse generacije, čeprav je v percepciji in stereotipih ljudi še vedno, da je to šport za upokojence, bomo danes videli, da temu ni tako. Objekt je prilagojen tudi za uporabo invalidom prijazen športni objekt in verjamem, da se vsi skupaj veselimo prihodnosti in balinarskih uspehov tudi skupaj v Celju. Zlasti, ker je objekt tudi odlično lociran, zraven je čudovito otroško igrišče, celotni kompleks v pretežni meri predstavlja športni park in želim, da bi ta objekt res služil svojemu namenu, da bi ga vsi skupaj občuvali pred morebitnimi vandalizmi in da bi tu zrasla še ena športna sredina, za katere vemo, da so zdrave, da promovirajo zdrav način življenja in v bistvu s tem pomagajo boljši kvaliteti življenja vseh prebivalcev v našem mestu. Hvala lepa in lep dan še naprej želim. Spoštovani župan, najlepša hvala. Zdaj vas vabim, da skupaj s predsednikoma, gospodom Zupancem in gospodom Marinkom, prerežete trak in s tem uradno odprete balinišče. Prijazno vabljeni. Pospremimo odprtje z aplavzom, iskrene čestitke. Tako je balinišče uradno odprto, najlepša hvala. Predsednik Balinarske zveze Slovenije, gospod Primož Marinko, pa bo odprtje celjskega balinišča pospremil z eno lepo gesto. Izvolite, gospod Zupanc. Zahvalo gospodu županu za izgradnjo takega lepega objekta z enim skromnim darilom dres našega kluba. Najlepša hvala, gospod Zupanc. Iskrene čestitke. Preden še z igro, ki je te igrišče namenjeno, potrdimo to odprtje, pa še enkrat vabim dijake prve gimnazije v Celju, da nam zaigrajo. Dobro vem, da od spominov bolj tužno se živi, da obrabljene vse rime so nam maj, a me vleče kot druge, ki so bivali tam, da odtavam spet tja v tisti mali kraj. Pod Goruko, grad pekarno, zvonjam kruha zjutraj ob tem, vse do kina, kamor treba je čez noč. Spoštovani, prav lep pozdrav tudi v mojem imenu, seveda v imenu Balinarske zveze Slovenije. Jaz bi se na tej točki rad iskreno zahvalil
občini Celje in gospodu županu z eno spominsko plaketo, kakor tudi celjskemu klubu z eno spominsko plaketo, tako da naj bo to spodbuda in zagon za prihodnost. Hvala. In zato k prvemu metu krogle vabim gospoda župana Bojana Šrota. Pridružila se mu bosta potem tudi državna reprezentanta Anže Petrič in Gašper Povh, ki bosta predstavila igro v štafetnem zbijanju. Spoštovani župan, prosim, izvolite. Kot tudi na tekmah je potrebno nekaj spodbude s tribune, tako da prijazno prosim še za aplavz. Prvi balinček na novo odprtem balinišču v Celju, torej Kmeče župana, mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot. Hvala lepa tudi gospod. Samo fiskal pa. Krištir zdaj reče, da? 3, 4. Bravo, ajde. Bravo, Ante, ajde. Bravo. Bravo. Ajde, Gabi, ajde. Super.